pozdravljeni. V času moje predstavitve pač razmišljate, da sem zadnja pred kavo in da se bo dalo vzdržati. Projekt, ki ga bom predstavila, ne izhaja povsem iz tega projekta, ampak sva se z Tino slučajno spoznale, ko sem nabirala material za naš projekt in so potem ugotovile, da pravzaprav iz dveh povsem različnih virov, iz dveh povsem različnih potreb nastaja neka konvergenca v smislu cilja, odnosno namena cilja in pa tudi rezultatov. Želim vam predstaviti Dosorjevo bukvarno, da pa bo malenkost lažje. Kaj Dosor je? To je dom starejših občanov v Radencih. Se pravi, da se mi za starostjo pravzaprav ne srečujemo skozi literaturo, ampak in vivo, kot bi se temu reklo. Tako da ravno zaradi tega moje spoštovanje in moj poklon projektu, smatram ga kot izjemno zanimivega in pa absolutno zelo potrebnega v naši družbi. Seveda, ker nam starost reže kruh, se do nje obnašamo spoštljivo in pred skoraj zdaj 10 leti, ko smo prišli na trg, smo si zapisali premiso, se pravi neke vrste vodilo, iz katerega izhaja potem tudi naše poslanstvo, naše vrednote, naša vizija in pa seveda naša poslovna politika. In sicer dve zadevi, 2008. leta je bilo to zapisano. Da razbijamo stereotipe o starosti, da želimo to početi, takrat še ni bilo knjige Ashton Applewhite Lepota let, kjer zdaj govori o starizmih. In pač želeli smo si ustvariti tak dom, da lahko v njej starejša oseba uresničuje tudi, odnosno ima pravico, da zadovoljuje svoje individualne potrebe. Se pravi, da tisti nahrbtnik, ki ga prinese zraven, je nam podlaga za ustvarjanje storitev za njo. Zdaj pa seveda v enem domu, kot je naš, imamo cirka 180 stanovalcev, je približno 110 sodelavcev. In ti sodelavci so v glavnem strukture izobrazbene 4 in 5, pomeni poklicna šola, srednja šola, fakultetno izobraženih je malo. In zdaj nekako spraviti te ljudi na isti imenovalec v razmišljanju, narediti neko podstat za podobne reakcije v sorodnih problemih ni tako enostavno. Mi seveda lahko v hišo pripeljemo strokovnjake, ki bojo predavali o demenci, ki bojo predavali o komunikaciji, ampak tam sediš pasivno na enem dogodku, enem izobraževanju, kot se temu reče 4 ure, si ves evforičen, ko ga zapuščaš, potem jaz temu pravim kofein učinek. Kofein učinek te nabije v neko evforijo, čez naslednje pol ure si pa že zopet tam, kjer si bil. In sva s kolegico, ki je danes tudi z mano tu, Breda, vodja kadrovske službe pri nas, takrat razmišljale, da pravzaprav rabimo efekt zelenega čaja. Se pravi, ki počasi dvigne neko zavedanje in ga potem tudi do neke mere na nekem depoju obdrži. In ker sem jaz ravno takrat prebrala knjigo Dom, Toneta Partljiča, sva našla idejo, na kak način to vzpostaviti. In o tem govori Dosorjeva bukvarna. Začeli smo torej s projektom leta 2011 in je za nas na začetku predstavljal eno specifično obliko samoizobraževanja zaposlenih, ki pa je bilo seveda obvezno. Delodajalci, seveda smo zlobna bitja in je bilo to izobraževanje obvezno. In zdaj začenjamo 7. sezono, vam jo bom kasneje tudi čisto na kratko predstavila in moram reči, da je to branje postalo pri nas del kulture podjetja. Naš osnovni namen, kot sem že prej rekla, je bil, da vzpostavimo delovno okolje, kjer sprejemamo in uporabljamo podobne metode, vrednote in pa vzorce delovanja, ki so v prid in pa korist starejših. Seveda se vsa naša bralna aktivnost ne nanaša na leposlovje, kot je bilo danes tukaj predstavljeno. Polovica je ponavadi tudi nekih strokovnih knjig, ker vseeno moramo krepiti tudi strokovne kompetence, ampak polovica tega gradiva je pa vedno tudi literarnega in na nek način dostopna vsem našim zaposlenim, tudi tistim, ki so opravili samo osnovno šolo, ampak so srčni ljudje in več kot poklicani za opravljanje svojega poklica.
Zdaj, cilji projekta smo si pa zastavili nekoliko širše, čeprav ključen je bil ta zadnji, boljše razumevanje in pa vpogled v situacije in pa probleme pri delu. Istočasno pa smo tudi želeli zagotoviti, da zaposleni prevzamejo del odgovornosti za svoje izobraževanje, da ni samo delodajalec pošlji me v Ljubljano na ta seminar, prosim pošlji me, ne vem, na to predavanje, ampak da pravzaprav tudi sami nosimo del odgovornosti za svoj osebni napredek. In pa jaz sem prepričana in vedno bolj sem prepričana, da skozi branje ljudje tudi osebno rastemo. Med našimi zaposlenimi, na primer sploh v segmentu zdravstvene nege, je povprečna starost relativno nizka, mislim, da je 28 let. Kajti večina mladih pride kar iz srednje šole k nam, to je z 18 leti, in tudi ti ljudje, tako kot vzgojiteljice mogoče v srednji šoli v 3. letniku, nimajo bistveno drugačne predstave o starosti, smrti in podobnih problemih. Oni sicer vejo, kaj je demenca z kliničnega vidika, z vidika pa ne takih in takih znakov, ampak tisti del, ne hardvera, ampak tega mehkega dela, tega softverskega razumevanja, je pa pri njih zelo podoben kot pri vseh ostalih. Redko so se srečali z njo, srečali so jo v knjigah, medtem ko pa dela za takšnimi ljudmi še niso bili vešči. Redki mogoče so skrbeli doma za starejše ljudi, mi vseeno prihajamo iz ruralnega okolja, kjer je ta tradicionalna družina še nekoliko bolj izražena in naši sodelavci tudi od doma poznajo celovito družino, celostno družino, še nekateri. Kako to pri nas poteka? Se pravi, na začetku sezone, kot je na primer letošnja, ki se začne 1. novembra, dobijo sodelavci povabilo k branju, dobijo seznam knjig, ki so to leto predpisane oziroma na voljo in med katerimi se potem vsaj večinoma sami odločajo. V preteklem letu smo prvič šli v tudi obvezne knjige za posamezno organizacijsko enoto. Lani je bila prva taka knjiga obvezna za enoto zdravstvene nege, in sicer Gavandejeva Minljivost. In vsi so zelo pohvalili to knjigo, da jim je to branje, bom o tem še kasneje. Skratka, vsak zaposleni dobi listek, na katerem je povabljen k temu izobraževanju, kjer je tudi seznam knjig in kjer so navedeni tudi evalvatorji, o tem še kasneje. Vsak zaposleni potem tokom enega leta traja ta bralna sezona, ko prebere knjigo, gre k osebi, ki je že vnaprej določena in zapisana že na seznamu in je nekdo izmed sodelavcev, ki se je odločil, da bo evalvator za to knjigo, gre na zagovor. Sicer zagovor ni ravno prava beseda, ampak gre k njemu na kavo. In se potem pogovarjata, nek voden razgovor je, evalvator to pripravi, kot boste kasneje videli, in to zagovarjanje lahko skupinsko, pisno, ustno, pač kar komu najbolj leži. Nismo vsi tipi za govoriti, eni so bolj za pisati, eni so rajši v skupini, eni so rajši sami. Kot sem že prej rekla, med sodelavci izberemo, motiviramo evalvatorje, ponavadi je to 6-7 sodelavcev, ne glede na delovno mesto, daleč od tega, da bi bil to kriterij, ker sodelavci večinoma knjige zdaj že sami tudi predlagajo. Kjer pa ne, pa potem jaz spoznam prijetne ljudi, kot je na primer Tina, s katero sva se ravno skozi iskanje ustrezne literature spoznale, ali pa to obudi, pa aktivira stara prijateljstva, kot na primer z mojo sošolko Branko, v zadnji vrsti, ki mi je tudi kot zdaj knjižničarka zelo pomagala pri naboru knjig. Evalvatorjeva naloga pa je, da si pripravi nek načrt, po katerem bo vodil ta razgovor, pripravi neka vprašanja, seveda, kot je že prej omenila gospa, ni to, kdo je bil, kaj je rekel, ampak se to predvsem nanaša na, kje bi lahko prebrano in kateri del prebranega apliciral na tvoje procese dela, tvoje probleme pri delu. In potem, na primer, to je en tak primer skupinske evalvacije, ker vas bojo verjetno zanimale barve majčk, zakaj so različne. Vijolična je strežnica, oranžna je bolničarka in rumena je gospodinja. Se pravi, 3 punce iz povsem različnih delovnih okolij, ki pa se morajo pri starostniku pri delu prepletati, se pogovarjajo o isti tematiki. Vsaka z vidika svojega dela, svojega doživljanja, ena mlajša, ena že starejša, ena, ki že čuti, kaj je to starost, ena, ki se je niti sanja ne, ker je ravno kar postala mamica. Ta interaktivnost. No, tu na primer je en primer, jaz se opravičujem, če se slabo vidi.
enega lista evalvatorja, kako se obravnava na pisni način, na primer knjiga Minljivost. Zahvaljujem se ti, bla, 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 kaj je dala temu evalvatorju ta knjiga, ne, in ga potem naproša za njegovo razmišljanje, ne. In kot vidite, se nanaša tudi na te procese, ki jih mi doživljamo ob delu, ali ti je kdo od stanovalcev že izrazil posredno, neposredno potrebo po pogovoru o smrti, kako si reagiral, kaj bi za naše stanovalce, tiste, ki so že v paliativni oskrbi, lahko na podlagi te knjige izboljšali v procesih, jim olajšali poslavljanje, ne. To je na primer, s tem, da ta knjiga je pol strokovna, pol literarna, ne. Naslednja knjiga, ki je bila lani vključena, je bila knjiga Bernarda Šlinka Bralec. Ta pa je čista literatura, pa se je nam zdela tudi zelo primerna zaradi te osebnostne rasti, a ne, ker pri nas so poklici, ki so kratko časa šolani in za svoje težko delo zelo slabo plačani. In ljudje se moramo dostikrat vprašati, ali sem v nekem trenutku nekje obtičal, ali je to moje poslanstvo, ali bi takrat v tistem trenutku, če bi se lahko odločil drugače kot Hana v knjigi, lahko moje življenje teklo v drugo smer. In nekako dati možnost, da ti nisi ujetnik nekega doma, starih, še manj pa svojega poklica, ampak da lahko vedno spelješ svoje življenje nekam drugam, če si seveda priznaš nek svoj kompleks, ne. Seveda pa tudi poskušamo to literarno branje nekako aplicirati na naše stanovalce, na primer ta drugi del, ali lahko na podlagi prebrane knjige lažje razumeš naše stanovalce, ki se prav tako kot mi sprašujejo, kako in kam bi teklo življenje, če bi takrat ravnali drugače. Tisti, ki poznate, se spomnite, da pač gre za to nepriznanje njene nepismenosti. Če bo na svojo nepismenost priznala, bi se življenje za njo izteklo drugače. No, potem samo na kratko en primeri, kaj potem ljudje napišejo. Zelo lepe stvari dobimo nazaj. Jaz sem nemalokrat ganjena in občudujem svoje sodelavce, kako razmišljajo, na kak način čutijo. Seveda se tukaj nekako poznajo razlike v starosti. Tisti mlajši precej faktografirajo, ne, se še mogoče na kakšne učbenike svoje srednješolske spomnijo, medtem ko pa starejše sodelavke in pa sodelavci pa že pišejo iz sebe, ne. In imeti take ljudi v kolektivu, v dejavnosti, ki jo opravljamo, je neprecenljivo. Zopet primer enega skupinskega razgovora. Gospa v roza srajčki je pri nas natakarca, v črtastem puloverju modrem je pri nas dela v trgovini, črni pulover vodja administracije in pa druga črtasta vodja prehrane. Se pravi, zopet popolnoma različne strukture pri istem pogovoru o isti knjigi. Rezultati, zdaj 7. sezono začenjamo, v 6 sezonah pa smo nekako vključili cirka 80 knjig. Jaz sem se pač malo bolj skoncentrirala na te, ki nosijo v sebi neko večjo literarno vrednost. Kot rečeno, vse se je začelo z Dom. Zelo veliko odobravanja pa je pri nas požela in tudi mislim, da je še vedno med prebranimi številka 1 Severnica nad Olimpom. Za naše sodelavce, za ene je bilo to veliko presenečenje, sploh za te mlajše, za druge pa na nek način neka opolnomočenje, da se še vse da, da se še marsikaj da, tako da ta je še vedno številka 1, ne. Vključimo tudi take zadeve, ne, kot je na primer Antoni de Melo Žabja molitev. So ljudje, ki ne berejo radi. Zakaj bi mu branje še bolj odtujil, če pa obstaja zbirka nekih kratkih zgodbic, pa če jih 5 prebere, je to 500% več, kot če ni prebral nobene. Mi smo se pozabavali in želeli vključiti tudi film. Na koncu ostajamo pri knjigah. Imeli smo primer enega filma Hablo con ella, se pravi Govori z njo, mislim, da je prevod. Ampak nekako ugotavljamo, da predvsem mlajši, ki pa bi želeli, da tudi bralno kulturo negujejo, prehitro pobegnejo v film. Smo si pogledali skupaj z kolegico, so šli v kino, ko je bil film Ob tebi, kar je bilo pri nas tudi ne obvezno, ampak eno izmed možnih branj. In tiste sodelavke, ki so prebrale, so šle potem skupaj z evalvatorko tudi v kino in si ogledale film. Pa skupaj smo si ob eni priložnosti, ena skupina, pogledali Hotel Marigold, nekaj podobnega kot Kako bi živeli skupaj, a gremo živeti skupaj.
In drugače pa filmu zaenkrat ne vključujemo, mogoče pa v kateri od naslednjih bralnih sezon. Ja, kaj si zdaj spet naredila? Tako. Evo, to je letošnji seznam. Ponovno smo vključili že brano delo Stari kralj v izgnanstvu, ki je izjemno dobra. Lepota let, to je zopet nekaj podobnega kot minljivost, malo leposlovja, malo neke bolj strokovne razprave. Odlična Stara mama v koprivah. Mislim, da je celo neke vrste adekvat, sem si predstavljala slikanici Obisk. Tu je bila Brit Marie, sploh ti dve se nekako izmenjujeta, ali se v starosti še lahko spremenimo, se pravi zanemarjenega sitnega strica v družini ljubečega in pa družbenim vrednotam še vedno prilagojenega gospoda, na drugi strani pa iz zategnjene, preveč pedantne starejše gospe v ta bolj sproščujoči odnos do problemov sveta in pa ljudi. Letos imamo seveda tudi skriti dnevnik, normalno, potem pa na primer za člane kolegija obvezna knjiga Delo s teboj me ubija, kajti pač komunikacija, stalni problemi med sodelavci. Zanimiva je tudi ta Adijo, grem domov, Neve Železnik, pa o demenci govori še Zid molka. Ja. V letu 2013 je bil ta naš projekt prepoznan kot zanimiv in nam je Pomurska gospodarska zbornica tudi podelila bronasto priznanje za inovativnost. Nam pa predstavlja kot eden izmed rezultatov projekta velik učinek tudi to, da dejansko vsem zaposlenim na nek način zagotovimo kvalitetno izobraževanje, kar branje nedvomno je. Nas sicer knjige, ko jih kupimo po 3 izvode ali pa včasih tudi 4 določenih knjig, stane tam okoli 500-600 evrov, ampak 500-600 evrov jaz predavatelja za 1 uro redko dobim katerega v Pomurje. Tako da je ekonomski učinek je neizpodbiten, pa tudi vtis, pravim, je efekt zelenega čaja, dlje traja ta vključenost v branje. Mogoče še to, tudi naši stanovalci so literarno zelo aktivni. Mi imamo literarni krožek, ki ga vodi upokojena učiteljica slovenskega jezika in pisateljica Bea Baboš Logar, in v njega niso vključeni samo naši stanovalci, ampak tudi krajani in pa iz pomurskega prostora. Zelo pogosto je prihajal tudi, zdaj nedavno nazaj preminuli pesnik pomurski Milan Vincetič. Nazadnje smo zdaj gostili gospo Karolino Kolmanič, Štefana Kardoša, Feri Lainšček je naš prijatelj, na primer. Skratka, veliko literarnih zadev se pri nas v resnici tudi dogaja in vsako leto izdamo potem literarni zbornik Ure naših dni, kjer pa za svojimi prispevki sodelujejo tudi sodelavci. Pri nas velja en tak rek, človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati. In če bo imel kdo kako vprašanje, z veseljem na voljo. Upam, da sem bila dovolj razumljiva, čeprav je bila zadeva malo padalska v sam projekt.